v vašo knjižnico v poletnem času prihajajo tudi mladi otroci in v zgornjih prostorih imate posebno razstavo Sanjaj in ustvarjaj. Najprej dober dan in prav lepo pozdravljeni. Res je, v 3. nadstropju in pritličju gostimo razstavo podaljšanega bivanja Osnovne šole Radovljica. Lahko rečem, da je to že tradicija, traja že nekaj let, tako zdaj že lahko rečemo stari knjižnici kot v novi knjižnici. Namen te razstave je prikazati ustvarjalnost otrok, kajti vse prevečkrat ustvarjalnost otrok ostane za šolskimi zidovi. Pa ne samo to, otroke je treba pohvaliti. Zdi se nam, da takrat, ko jih je treba, ko nekaj naredijo dobro in ti njihovi likovni izdelki so dobri, jih je treba pohvaliti, jih je treba pokazati staršem, starim staršem, prijateljem, tako da lahko pridobijo kakšno samozavest, ki jim jo kdaj pa kdaj tudi zmanjka. Namen te razstave je torej ne pokazati ustvarjalnost in pa dati možnost tem otrokom, da pokažejo, kaj vse znajo. Otroci so navajeni brezskrbnih dni in ko prihajajo v knjižnico, včasih tudi ne vedo, zakaj so prišli, zato pa ste poskrbeli za posebni bralni izziv. Tako je, pa ne samo za otroke. Za otroke vsako leto v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana pripravljamo poletavce in pa najpoletavce. Namreč šolske počitnice trajajo približno 68 dni in 30 dni po pol ure naj bi otroci od 7. do 12. leta brali. Naše geslo je, da 30 minut na dan prežene dolgčas stran. Ponudba v knjižnici je res bogata, prepričana sem, da lahko vsi otroci najdejo nekaj zase, tako od revij, slikanic, raznih strokovnih knjig. Dinozavri so zelo popularni in si na ta način polepšajo dan. Za odrasle, ki ravno tako včasih pridejo v knjižnico in ne vejo, kaj bi izbrali, želijo si pa seveda brati dobre, zanimive knjige, smo pa pripravili bralni izziv. To pomeni, da smo jim pripravili nekaj namigov. Recimo, lahko preberejo knjigo, ki se dogaja v Sloveniji, ali knjigo, ki se dogaja v katerikoli bivši republiki Jugoslavije, ki se dogaja na gradu, kjer je avtor azijskega porekla in mogoče jim na ta način olajšamo izbor in nabor pravih knjig za poletje. Skratka, nekaj za mlade, nekaj za odrasle, mi pa se vidimo jeseni. Hvala in seveda vabljeni v knjižnico tako poleti kot vse leto.